Po volitvah se v Sloveniji nadaljujejo sestanki o oblikovanju vladne koalicije. Predsedstvo Socialnih demokratov bo razpravljalo o poteku pogajanj z najverjetnejšim mandatarjem Zoranom Jankovićem. Predstavniki SD-ja so se z Jankovićem sestali včeraj. Po besedah podpredsednika stranke Patrika Vlačiča je ta odgovoril na vprašanja, ki bodo organom SD-ja pomagala pri odločanju o morebitnem vstopu v koalicijo. Včerajšnjih pogajanj o koaliciji se ni udeležil predsednik SD-ja Borut Pahor, ki se še vedno zdravi v ljubljanskem kliničnem centru. Zdravstveno stanje predsednika vlade je sicer stabilno, vendar bistvenega izboljšanja še ni. Vzrok za to je velika odpornost povzročitelja proti zdravilom, zato bo Pahor še naprej potreboval bolnišnično zdravljenje. Med odsotnostjo Pahorja nadomešča minister Mitja Gaspari. Sindikati so zgroženi nad prodajo Mercatorja hrvaškemu Agrokorju, ki je po njihovem netransparentna in zaposlenim v Mercatorju ne obljublja nič dobrega. Državo pozivajo naj prevzame aktivno upravljavsko vlogo v največjem slovenskem trgovcu in si zagotovi 25-odstotni lastniški delež plus eno delnico. Sindikati so za torek ob 11. uri napovedali protest pred vlado. Zahtevajo tudi zagotovilo, da ne bo odpuščan, opredeli pa naj se zaveza, da je vsako delovno mesto vredno 50.000 evrov in da morajo kupci za vsako delovno mesto zagotoviti bančno garancijo, oblikovano v posebnem skladu vrednem 500 milijonov evrov. Vlada je dosegla umik posnetkov spletnega portala YouTube. Gre za montažo delov posnetkov več zaprtih sej vlad Boruta Pahorja in Janeza Janše. Posnetki zaprtih vladnih sej so se pojavili pred volitvami, kljub posredovanju vlade pa jih administratorji portala dotlej niso umaknili. Nadškofijska Karitas Maribor se tudi letos v božičnem času na ljudi obrača z akcijo Več luči, več upanja. V njej zbirajo denarna in materialna sredstva za otroke, ki jim starši ne morejo zagotoviti osnovnih življenjskih potrebščin. Lani so tako zbrali 22.000 evrov, s tem pa so več kot 160 otrokom vse leto plačevali šolsko prehrano, obšolske dejavnosti in šolo v naravi. Prihodnje leto želijo pomagati vsaj toliko otrokom, čeprav je prošenj še veliko več. Denarne prispevke lahko do 2. februarja nakažete na različne načine, po položnicah, kratkih sporočilih ali tudi z doniranjem dela dohodnine. Nogometaši Maribora bodo zvečer igrali še zadnjo tekmo v Evropski ligi. V zadnjem, 6. krogu prvega dela bodo v skupini H gostovali pri Birmingham Cityju, ekipi, ki še lahko napreduje v nadaljevanje tekmovanja. Kljub temu, da Mariboru tekma ne prinaša ničesar več, pa slovenski prvaki obljubljajo dostojno slovo od tekmovanja. To se pri Angliji še posebej pozna, da so na domačih igriščih neprimerno bolj agresivni in to agresivni do neke skrajnosti. Tu moramo znati odgovoriti s tem, da bomo zelo hitro razmišljali, da bomo razmišljali vnaprej, v smislu, da nas žoga v naši posesti ne bo presenetila. Pretežno oblačno bo, padavine se bodo dopoldne spet pojavljale predvsem v zahodni Sloveniji, do večera pa bodo zajele vso državo. Pihal bo močan jugozahodni veter. Temperature še ne bodo povsem zimske, od 2 do 11 stopinj Celzija. V soboto bodo možne le še manjše krajevne padavine, počasi se bo zjasnilo. V nedeljo bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo megleno. V dnevniku televizije Maribor pa ne zamudite. Krajani Hajdine želijo svoje ceste zapreti za tovorni promet. Po čem si bo leto 2011 zapomnil župan Maribora Franc Kangler? Obiskali smo Draga Moma, umetnika, ki svoja dela razstavlja v mariborski galeriji Rudolf. Bodite z nami ob 18.